Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji. Lepo pozdravljeni. Pred jutrišnjo obletnico smrti laikinje in božje služabnice Cvetane Priol bo o njej spregovoril postulator postopka za beatifikacijo in kanonizacijo pater Vinko Škafar. Med oddajo bomo spomnili tudi na praznik svete Marije Snežne in se ozrli v prihajajoč praznični teden, ki bo v znamenju romanj in slovesnosti velikega Šmarna. Vabljeni k poslušanju. Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu. Jutri bodo godovali Klara, Jasna, Ekvici Opat in Suzana Mučenka. V torek Ivana Šantalska, redovnica, Inocent 11. papež in Hilarija Mučenka. V sredo Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik, mučenca. Janez Bermans, redovnik. V četrtek se bomo spomnili Maksimiljana Kolbeja, mučenca. V petek bo praznik Marijinega vnebovzetja, veliki Šmaren. V soboto sveti Rok, spokornik, Štefan Ogrski, kralj. V nedeljo pa Evzebij, papež, Klara od križa, redovnica. Prihodnja nedelja bo 20. med letom. V današnjem gospodovem dnevu. Dopoldan bo v Raki praznovanje Lovrenške nedelje. Ob 10. bo maševal Načkov zore. V Novi Štifti pri Gornjem gradu bo ob 11. svetoletno srečanje starodobnikov s svetomašo in blagoslovom. Na Rogli, v cerkvi Jezusove spremenitve, bo ob 11. sveta maša na lepo nedeljo, daroval jo bo Načkov Cvikl. V Lovrencu na Pohorju pa bo ob 15. slovesnost posvetitve novih zvonov, vodil jo bo Načkov Cvikl. Popoldan se bodo na Ptujski gori srečali bolniki ob praznovanju Marijinega vnebovzetja. Ob 15:30 bo molitvena ura, ob 16. sveta maša, daroval jo bo zlatomašnik, pater Janez Kurbus. Drevi bo v Murski Soboti, v stolnici svetega Nikolaja, svetoletni shod za člane župnijskih pastoralnih svetov. Ob 18. bo molitvena ura, ob 19. pa sveta maša. Ponedeljek. Jutri bomo obhajali spomin smrti božje služabnice Cvetane Priol. Na Pobreškem pokopališču v Mariboru, v kapeli Marije Pomagaj, bo ob 18. sveta maša, daroval jo bo Načkov Cvikl. Torek. Na Sladki gori bo v torek ob 20. romarski shod. Sveto mašo bo daroval Jože Planinc, po maši bo romarski vrtec, procesija z lučkami. Sreda. Na Sladki gori bo ob 10. romarska sveta maša, daroval jo bo Martin Golob. Za četrtek in petek bi veljalo dodati, da boste v našem programu med obvestili slišali vabila k praznovanju. Že na predvečer Marijinega vnebovzetja, kot na sam praznik veliki Šmaren. Torej v četrtek in petek boste lahko slišali informacije, ki nam jih bodo poslali varuhi romarskih svetišč. Vsekakor pa še enkrat, v četrtek predvečer, v petek pa praznik Marijinega vnebovzetja. Sobota. V Ljubljani v Dravljah bo praznovanje svetega Roka s svetimi mašami v soboto ob 6., 7., 8., tudi ob 9., 10. in 19. Tudi v Brežicah bo slovesno v podružni cerkvi svetega Roka, s podobnimi urami bodo romarski shodi s svetimi mašami ob 7., ob 8., 9., 10. in ob 19. Sveto mašo ob 10. bo daroval diamantni mašnik Fonzi Grojzdek. V Šmarjah pri Jelšah, v podružni cerkvi svetega Roka, prav tako romarski shod z mašami ob 7., 8., 9., 10. in ob 18. Ob 10. bosta slovesnost vodila apostolski nunci Bjanko in celjski škof Matjaž. Nedelja. Prihodnjo nedeljo bo v Brežicah v podružni cerkvi svetega Roka Rokova nedelja s svetimi mašami ob 8., 10. in 19. Ob 10. bo maševal pater Ivan Herceg, urednik slovenskega programa Radia Vatikan. Prihodnjo nedeljo bo v Moravčah v podružni cerkvi svetega Andreja na Krašcah ob 10. blagoslov obnovitvenih del in sveta maša, ki jo bo daroval Načkov zore.
V turnišču se bodo na dekanijskem srečanju srečali bolniki, invalidi in starejši. Ob 14. bo molitvena ura, ob 15. pa sveta maša s podelitvijo bolniškega maziljenja. Na gradu na Goričkem bo v nedeljo dekanijsko srečanje bolnikov, invalidov in starejših. Ob 15. molitvena ura, ob 16. pa sveta maša s podelitvijo bolniškega maziljenja. Na Dobrovi pa bo romarski shod ob 16. Šmarno mašo na Dobrovi pri Ljubljani bo daroval novomašnik Matija Golob. Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji. V ponedeljek 11. avgusta bomo obhajali obletnico smrti laikinje, božje služabnice Cvetane Prijol. Od njenega odhoda k Bogu bo preteklo 52 let. Cvetana Prijol je bila preprosta, izjemna ženska, ki je svoje življenje v trpljenju posvetila Bogu. Bila je globoko verna, navdihovala je ljudi okoli sebe in ostala zvesta v svoji veri tudi v najtežjih trenutkih bolezni. Zaradi njene svetosti zgleda se je v nadškofiji Maribor začel postopek, da bi jo cerkev nekoč razglasila za blaženo. O tem, kdo je bila Cvetana, kakšen zgled je postavila s svojim življenjem in kako poteka ta postopek, pa se bomo pogovarjali s postulatorjem, patrom Vinkom Škafarjem, ki ga lepo pozdravljam na naši telefonski zvezi. Pozdravljeni. Kaj je v življenju Cvetane Prijol tisto, kar je cerkev prepoznala kot posebno svetniško in za zgled vsem nam, vernikom, pa tudi drugim ljudem? Vse glavne ste že povedali, čeprav bi majčkano začel z njeno mladostjo. Cvetana Prijol je ena izmed tistih katoliških Slovenk, ki je dokaj zgodaj. Stara je bila dobrih 16 let, že v 6. danes bi rekli drugega razreda gimnazije, doživela posebno izkušnjo z Bogom. Kot razsvojena gimnazijka iz dobre mariborske družine, v smrti očetove mame, je doživela v domači kapeli pred hišo globoko srečanje z Bogom in se odločila, da bo stopila v Marijino kongregacijo, da bo mesečno prijemala zakrament spovedi in redno sveto opojilo. Istega leta, poleti, se je svojimi vrstnicami udeležila duhovni vaj na Gorenjskem, v bližini vsem Slovencem znanem Prešernovi vrbi, kjer je pisatelj in duhovnik France Saleški Finčgar zgradil Žingarico, dom duhovni vaj, ki si je z vrstnicami udeležila tudi Cvetana iz Maribora. Zanimivi kapelici ob srednješolskem domu duhovni vaj Žingarici je pri eni izmed maš še drugič doživela globoko izkustvo z Bogom. Začutila je, da Bog biva. Bila je presrečna. Med mašo piše v svoji knjigi, je jokala. To so videne solze sreče in pa veselja, ker je spozna, da Bog dejansko biva in da ima rad. Dobrega pol leta po tistem je kot 17-letnica v mariborski stolnici, tam rada hodila k maši od takrat naprej, doživela, kot piše tudi, na neki način izročitev Bogu. Pre Bogu se je izročila in s tem nekaj že takole štartno darovala Bogu. Ko so potem Nemci v začetku druge svetovne vojne prišli v Maribor, so tudi vso družino Prijolovih odpeljali v Gradec, kjer se je potem vpisala Cvetana v konservatorij za glasbo, ki je obiskovala ga 3 leta. Jesen leta 1944 med vojno pa je žal bila preseljena v tovarno tankov, kjer je doživela tudi hudo izkušnjo, predvsem se načelo njeno zdravje. Tam je zaslutila, da ti njeni sodelavci predstavljajo Kristusa. Prav za enega je zapisala, da vidi v tem fantu, ki je preseljeno pripeljanem Kristusa, torej v tej strašni tovarni tankov. Ne so se v koncu vojne Prijolovi vrnili v Maribor in se je upisala v Ljubljani glasbeno akademijo, kjer je študirala z veseljem, klavir in pa solopetje. Zdaj, čez 2 leti zbolela in je v 6. semestru zaradi bolezni tudi glasbo oziroma študij opustila v Ljubljani. Ob vsem ostalem ima in takle spomini zabranje taj v tem, da si je njen skoraj sosed, v isti hiši sta stanovala,
Bil je to Niko Pirnat, partizanski major, ateist, profesor, slikar in kipar, se zelo pogosto prepiral o Bogu, ali Bog je ali Boga ni. In zanimivo je to, da je pred smrtjo, brat je zbolel in tudi umrl, zaprosil svojo teto, naj pokliče spet to študentko Cvetano. In ta je prišla, celo želel je videti, ona mu je rekla, da pač moli zanj, da tudi kolegice molijo zanj. In bila prepričana, da je torej uspela z molitvijo in z molitvijo kolegic, da je potem Bog poslal v bolnišnico k temu torej ateistu, duhovnika, tudi prejela zakramente. Morda samo še tole glede vsega ostalega, da je namreč, ko je opustila študij, pa že delno prej, in je prejela potem, da bi bila misionarka. In to v Rusiji. Zanimivo. Ko je pa videla, da tega ne zmore, potem je pač nekako dejala, da je pravzaprav njena postelja na neki način njen misijon. Tudi kot tako zelo dobro misel za vse, recimo Slovenci, je zapisala, da je pravzaprav njeno trpljenje, vsem pa njeno življenje, molitev in to tiha molitev. Raj bi še podaril misel, da nam je zapustila tudi bogato pisno dediščino. Se je bila tudi nadarjena umetniško. Njen spovednik Jakob Laura je namreč naročil, prosil je, da torej piše dnevnik. In Alojz Strebula, prav tedni beremo, da je umrla rebolna žena, je takole zapisal o njej, da so njeni spisi mistični, celo podobni Sveti Teresije Jezusa iz Francije, ki je bila karmeličanka in tudi sozavetnica misijonov. Vemo, da poteka postopek za njeno beatifikacijo. Pater Vinko Škafar, na kateri stopnji je trenutno ta postopek in mogoče, če še kar združim z naslednjim vprašanjem, so kakšna pričevanja, ki bi lahko podprla ta prizadevanja? To je dobro vprašanje. Vsekakor tudi moji sodelavci oziroma oni, ki so bili pred mano glede tega postopka, to so bili recimo Stanko Lipušek, Bojan Škof in še nekateri drugi in sploh recimo župniki v stolnici v Mariboru so nekako ves čas, več za to pek pričel na neki način, ko se je pojavil leta že 2004, za postopek navdušeni. Tudi na terenu so veliko delali, tudi sedajni župnik Daniel Lazvaher je celo zdaj v tej užji komisiji, ki torej pripravlja zadevo in sortira dokumentacijo, ki bomo potem poslali v Rim, v Vatikan, dikasterij, kongregacijo ali pa urad za svetnike. No in brez povzali ste tudi tole, da razi imenovanih, mi je veliko tudi pomagal Jure Sojč, naš škofijski tajnik, ki je tudi v postopku notar, pa še bi rad podaril misel, da namreč Liljana Urlepova, ki dela v arhivu škofijskem in naredi nam tako zelo lepo razstavo, ki jo ponujamo tudi župnijam, če želijo, tam tudi torej s pomočjo fotografij, pa dobrih tekstov spoznati. Pravni postopek se je torej pričel že zdavnaj, ampak tisto ta glavno, kar je pa sedaj, to je pa tole, da smo imeli pred 2 letoma pa še nekaj, eno tako uradno sejo, pa torej začenjamo torej spisi s tistimi, ki torej gredo zdaj v Rim. No in na tej ravni se je vsekako za zadnje čase predvsem naredilo. Gotovo je mnogim znano, da smo tudi uspevali, da se tudi Cvetano so znali bralce recimo družine, saj smo ob tej priliki izdali tudi pri družini posebno recimo revijico, ki je imela naslov Moje življenje je tiha molitev. In so dobili vsi bralci družine, tako da je vsekako na ta način postala znana najprej. Potem tudi smo imeli srečo, da je sprejel urad za katehezo, tudi lansko leto Šmarnice, ki je napisal pater Branko Petavri iz Stične, in sicer o Cvetani, ki je dal naslov iz njenega tudi teksta, ki ga ona Bogu izrekla, naj ti bo dnešni rdeči cvet. Te Šmarnice torej bila tudi brane po vsej Sloveniji ali pa vsaj v mnogih župnijah. Tudi smo uspeli prevesti recimo tekste Cvetanine, osebne, izpisane z roko, potem pretipkane, tudi v italijanščino. In tudi življenjepis, ki je šel v slovenščini, je tudi šel v italijanščini,
je pred nekaj leti. Zdaj glede pričevanj. Namreč vsekakor pričevanja so, tudi sem vam menda že predlagal v pogovoru, da je morda dopolnila prav na to vprašanje odgovor Marija Krevs, glasbenica iz Ljubljane, ki je tudi pripravila že 2 koncerta, enega pri Šolinka, drugega v Trnovem v Ljubljani, ki je nekje torej začutila, da je vsekakor Cvetana neke stvari za načudežne izprosila. Potem, razen tega, je tudi dal tako zelo zanimivo pričevanje Jože Senegačnik, ki mi je bila Cvetana botrica pri krstu. In tu je tudi pisala in on pripričan, ker je postal pač ateist, potem tudi član Zveze komunistov in tako dalje, da me torej izprosila, da je zdaj torej postal goreč vernik in da tudi recimo je v sredstvu pojila bolnikom. Tudi letos bo ob obletnici Sveta Maša. Kdaj in kje se lahko letos verniki zberemo na smrtni dan Božje služabnice Cvetane Prijol? To je zdaj od sobote, 2. avgusta, poteka 9-dnevnica v Mariborski stolnici. Glavno slovesnost pa bo v ponedeljek na njen smrtni dan, 11. avgusta, pa bo 18. uri na Pobreškem pokopališču v Mariboru, kajti v bližini tiste kapele Marije Pomagaj je tudi Cvetanin grob. Privabljeni prav vsi poslušalci Radio Ognjišče v Marijino kapelo Marija Pomagaj na Pobrežju, ki se bomo potem zbrali pri našem bogoslužju, tudi obiskali Cvetanin grob. Hvala, če boste prišli. Hvala tudi vam, postulator pater Vinko Škafar, za pogovor. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Pater Vinko Škafar je že med pogovorom omenil Majo Krevs, ki je psihologinja in glasbenica, sopranistka in je pred leti bolj po naključju spoznala življenje in delo svetniške kandidatke Cvetane Prijol. Majo Krevs je pred nekaj časa na našem radiu gostil tudi sodelavec Marjan Bunič in o Cvetani Prijol je povedala. Spoznala sem jo pravzaprav v eni situaciji, ko sem še študirala. Imela sem neke zdravstvene težave in sem se zelo borila s tem, kaj bo zdaj z mojo glasbo, z mojim petjem, če imam stalno neke težave. In takrat je moj fant, zdajšnji mož, nekje dobil podobico s Cvetano Prijol in gor je pisal na kratko njen življenjepis. On je to pogledal in je rekel, lej, ona je bila bolna, pa glasbenica, to je zate. Tako da takrat sva se malo bolj začele spoznavati, no. Je pa kar nekaj časa trajalo, da sem vzela v roke njen življenjepis. Takrat sva se pa potem še bolj povezali. Čisto življenjska situacija, ne? To je tisto, kar nas najbolj povezuje tudi s takšnimi velikimi ljudmi. Mogoče par besed o tem. Cvetana je bila glasbenica, imela je tudi talent, ki pa ga nekako ni mogla izživeti. Tako. Ona je, se pravi, želela študirati klavir in petje, ampak se je potem zgodila 2. svetovna vojna, njo so deportirali v Avstrijo, je delala v tovarni tankov. Tam je seveda zbolela, ker je bilo delo težaško naporno. Ko se je vrnila, je potem želela nadaljevati s študijem, nekaj časa je poskušala, ampak žal ji zdravje pač ni omogočalo, da bi pela. Potem je leta in leta preživela po zdraviliščih, 20 mesecev je samo ležala, recimo od tega pol leta v gipsu, Jaz sicer, hvala Bogu, nimam direktno take izkušnje, ampak vendarle takrat, ko sem ostala brez glasu, pa sem mogla biti, 4 mesece popolnoma tiho, to v meni naredil, kako bom jaz sploh preživela s tem petjem in tako, in ona je bilo težko, všeč mi je pri njej, ker ona prizna, ona reče, meni je toliko težko, skozi sem malodušna, zakaj ne moram pet, ampak lej Bog, če ti hočeš, potem dam to tebi, ti to uporabi, tebi to darujem in zdi se mi, da je pravzaprav to tisto, kar bi vsak kristjan mogel delati, čeprav si je včasih težko priznati, ker naše želje so kar močne. Hočemo imeti vse v svojih rokah. Tako in moji načrti so pač najboljši, ampak vendarle ona uspela to veliko ljubezen, ona je res imela rada to svojo glasbo, kakor je rekla. Jo je pač izročila, jo je darovala in je kljub bolečinam in temu, da ni želela biti niti po bolnicah, niti bolna, niti tako neuporabna, ker danes smo tudi vsi storilnostno zelo naravnani, ona je pač to darovala, in je glasbo potem pač nekako zraven, kolikor je bilo dopuščeno,
v njenem tem dnevniku je en opis, kako je v zdravilišču bila in so potem nek koncert naredili, tam, da bi razveselili vse te bolnike tam. Nje je bilo pa težko, Ona je pa jokala, ker ona ni mogla, ker je to pogrešala in tako. In to je pri njej meni v bistvu najbolj všeč, da pove, težko mi je, res mi je težko, želela bi, res bi to rada, ampak ne gre in Bog, jaz ti to dam. Tako Maja Krevs, ki je zaradi te povezanosti začutila tudi navdih in se je lotila zelo zanimivega projekta. Nagovorila je skladatelje, da so uglasbili Cvetanine pesmi. Ena od njih nosi naslov Večer življenja. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Oddajo Utrip cerkve v Sloveniji nadaljujemo še s krajšim pregledom drugega dogajanja v preteklem tednu. V Slavini pri Postojni so v torek z bogoslužjem in praznovanjem obeležili 170. obletnico za obljube vernega ljudstva na Pivki ob rešitvi pred kolero. Praznovanje obletnice za obljube prednikov v svetem letu je bila z obiskom župnijske cerkve Marijinega vnebovzetja v Slavini lepa priložnost za pridobitev popolnega odpustka in drugih duhovnih milosti, ki jih v tem milostnem času vernikom podeljuje sveta cerkev, če so bili tam pobožno pri maši ali kateri drugi pobožnosti in če so izpolnili osnovne pogoje za pridobitev odpustka. Torkovo slovesnost je vodil upokojeni koprski škof Jurij Bizjak. V torek smo obhajali tudi praznik Marije Snežne. Največja cerkev, ki je tudi največja Marijina cerkev na svetu, je Bazilika Marije Velike v Rimu. Pri nas so njej posvečene vsaj 3 župnijske cerkve. Bolj znani sta Marija Snežna v Slovenskih Goricah in Marija Snežna v Solčavi. Najvišje svetišče v Sloveniji pa je kapelica na Kredarici, na višini 2515 metrov, kjer je lurški kaplan in letošnji zlatomašnik Miroš Libar na sam praznik daroval sveto mašo. Ob tem je povedal. Vsakih 5 let prihaja na Kredarico in na Triglav godba iz Dobrove Polkogradec. In tako se je ujelo ravno za ta praznik in to okroglo obletnico, da bomo skupaj se zahvaljevali Marijo za 50 let duhovništva, pa za zvestobo na poti upanja v tem svetem letu. Tukaj na višini pod Triglavom bomo Bogu rekli hvala za vse. Hvala za vero naših prednikov, hvala za vero Slovencev in bomo prosili, da tako ostanemo tudi v prihodnje. V cerkvici svete Ane in Johima na Peščencu v Srobotniku v dolini reke Kolpe na skrajnem jugu Slovenije je bilo na 1. avgustovsko nedeljo zelo slovesno in živahno. Kot poroča spletni portal Družina, je ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore blagoslovil obnovljeno streho na svetišču. Obnovljena cerkev stoji na pastoralnem območju župnij Osilnica, Fara in Banja Luka. Na planini Uskovnica je te dni potekal tradicionalni uskovniški teden, ki ga organizira salezijanska mladina. Mladi so se zbrali, da bi v naravi in skupnosti poglobili svojo vero ter med seboj stkali nova prijateljstva. Gostujoča predavatelja sta bila nadškof Marjan Turnšek in cistercijan pater Nikolaj Racki, ki sta spregovorila o pomenu svete Evharistije. Želimlje pa so gostili jubilejni 20. Savio Kamp, ki je zbral več kot 100 ministrantov in 20 animatorjev iz vseh slovenskih škofij. Udeleženci od 4. razreda osnovne šole do 1. letnika srednje šole so skupaj preživeli 5 dni druženja, iger, pustolovščin, športa in duhovne poglobitve. V Medžugorju pa se je končal 36. Mladi fest, ki je zbral mlade iz 71 držav, tudi iz Slovenije. Diakon Timi Fijavš Vivod, ki se je na festival podal skupaj z avtobusom romarjev, je na vprašanje, kaj mladi danes iščejo, odgovoril. Kar jaz menim, da mladi danes predvsem iščejo, je predvsem neka trdnost, nekaj, na kar se lahko naslonijo v tem svetu, ki se v bistvu nenehno spreminja in pogosto tudi spodnaša njihove temelje. Iščejo mladi tudi neko zasidranost, bi rekel, nekaj, kar jim bo v bistvu dalo en notranji mir, pa tudi en smisel v življenju. In tudi ravno zato mislim, da jih Medžugorje tako močno nagovarja. Tukaj namreč lahko začutijo, da niso sami v svojem iskanju, da so tudi drugi na tej poti v bistvu iskanja.
in ob tem lahko tudi začutijo, da jih Bog resnično ljubi, ter da jih Marija spremlja kot mati in kraljica miru, kakor je tukaj v Medžugorju še posebej častimo. Podrobneje o Mladi festu še v naslednji oddaji Življenja vesoljne cerkve. No, duh Medžugorja pa veje v Sloveniji tudi preko revije Mir, odmev Medžugorja. Kaj prinaša 4. dvojna številka revije, pa Matjaž Merljak. V osrednji temi dr. Primož Krečič analizira nekatere simbole iz knjige Razodetja in poudarja, da je človeška zgodovina vsemu navkljub v Božjih rokah in da dogajanje v Medžugorju osvetljuje pot, po kateri človeštvo stopa sedaj. Revija prinaša obsežen intervju z zdravnikom Maksimilijanom Domejem, koroškim Slovencem živečim na Dunaju, ki Medžugorje nosi v srcu in si že več kot 40 let na različne načine prizadeva, da bi ljudje spoznali resničen pomen tega kraja in njegovo sporočilo za današnji nemirni čas. Mladi bodo v svoji rubriki prebrali, kateri 3 vidci, ki so bili na začetku prikazovanj še najstniki, letos praznujejo že 60. rojstni dan. Brali bomo lahko še o 44. obletnici prikazovanj letos junija, o preganjani cerkvi v Nigeriji, premišljevali pa bomo ob razmišljanjih patra Marinka Šakote in sestre Emanuel. Na revijo Mir, odmev Medžugorja se lahko naročite na spletnem naslovu naročniki afna društvovezajmir.si. Ali če med tednom med 17:30 in 18:30 pokličete na telefonsko številko 041 278 310. 041 278 310. In s tem povabilom bomo sklenili tokratno poletno oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Pripravila sem jo Petra Stopar. Hvala za pozornost in želim vam lepo in blagoslovljeno nedeljo. Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.